Zdravo, dragi gledalci, poslušalci, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost, moj dober prijatelj, mentor, svetovalec, en kup enih stvari, Jaka Kladnik. Jaka, dobrodošli v oddaji. Zdaj, Jaka, preden boš ti skočil, midva sva oba zelo zgovorna, tako da bo to bo danes ne bo zmanjkalo nam tem. Jaz sem tako, vedno predstavim, pa povem zdaj način, kako se smejo spoznala. Takole, Jaka je dajmo tako, več kot 20 let v marketingu, Scrum Master, ti si tudi strokovnjak na področju naprednih oziroma progresivnih organizacij, zelo veliko se ukvarjaš z agilnostjo. Zdaj boš pa povedal, kako je temu svetu agilnosti pa to. Zdaj, naju je Uroš Šojc, tako povezal. Ali je Uroš Šojc mene z Maticom, pa Matic pa naju. Bravo, spomnim se. Ja, tako da, jaz moram tako priznati, da v tistem momentu, ko so se mi spoznala, je bilo tako, kar tough obdobje moje bilo, tako zelo tough. In sam to, da vedel, Jaka je dal eno informacijo, torej eno usmeritev, na kateri sem delal 8-9 mesecev, in če ne bilo tega jaz danes, dvomim, da bi v tej obliki sedel doklerno. Tako da, Jaka, še enkrat ful hvala, pa dobrodošel v oddaji More Than Networking. Najprej hvala za povabilo, to je prvo. Drugo, kar je, prijatelj, to si vse sam naredil. Ja, mislim, razumeš, ljudje damo različne informacije, ljudem pa je odvisno, človek stopi pa naredi, človek ne naredi. Tako da enostavno to je vse tvoje. Ampak res, jaz sem ful hvaležen. Jaz to, veš, tisti, ki drajsaš poda, pa ti je neki pač ti dal smeritev in jo zagrabaš, ker je pač, valjda, verjameš, ker si pač tudi ti na tem področju zelo veliko naredil. Mislim, fajn, jaz sem pač ful hvaležen za to. Jaka, se veš, jaz sem all about networking in da mi ti povej, kako ti danes gledaš na mreženje? Kaj te mreženje sploh pomeni? Mislim, jaz še enkrat najprej pozdrav vsem gledalcem in poslušalcem. Meni je tako, pač mreženje je esenca tega, kar počnemo. Ne more biti drugače. Pa jaz mislim, da brez mreženja je težko, se pravi, sam nekaj, ne vem, zdaj smo v tej dobi digitalizacije, outreachov, LinkedIn, 3-4 hitrih messagev, takoj se nam bo nekdo odzval nazaj, to ne obstaja. Pač ne obstaja. Jaz mislim, da je pač mreženje ena od ključnih stvari, ki jo moramo vsi osvojiti, vsi tudi s tem pač enostavno odrasti, ker je mreženje tudi osebnostna rast. Včasih si preveč puši, včasih si premalo, včasih si preveč diskreten, včasih si preveč, ne vem, outgoing, da preveč na glas govoriš, skratka, skozi lekcije se naučiš. In se mi zdi, da je pač to neka pot, ki jo mora vsak od nas prehoditi in narediti, in brez nje bo težko, mislim, bo v njemu v življenju težko. Zdaj, ti že nekaj let v poslu, ampak rečemo, koliko se je tebi ta tvoj pogled shiftu, ko si začel mrežiti, kje si imel, zdaj, če malo nazaj pomisliš, kje si imel največje izzive, kje te je zvijalo v štartu? Še zmeraj imam. Še zmeraj imam izziv prvega hladnega kontakta. Recimo, ne vem, primer, če grem nekam na dogodek in so sami ljudje nepoznani, se pravi, je moja prva cona, ki jo iščem, koga bom poznal, da se na njega nalepim. In je zdaj recimo samozavest s tvojo pomočjo s tvojo pomočjo tega, da si rečem, čakaj, če zdaj tukaj z istimi ljudmi krožil pole ta event, če izgubljen. Je pa res, da sem se mogel naučiti, to je pa druga stvar, ki je bila ful pomembna in sem se tudi s tvojo pomočjo naučil, je pa to, da sem nehal govoriti o sebi. In da sem začel spraševati. In da v bistvu, ko grem na dogodek, si prej dam 6-7 vprašanj, za katere vem, da jih bom imel v glavi. In potem grem z ljudmi in jih začnem spraševati. In ko se ljudje začnejo odpirati, ne skočim takoj, veš, jaz pa to delam, ampak če gre nekdo tako mimo, pač gre. Vem pa, da mi smo sami sebi največji kritiki in sem prepričan, da človek v neki refleksiji reče, jaz sem zunaj človek govoril, pa sem samo o sebi govoril. Naslednjič, ko bom prišel, bom probal njega vprašati, kako je on. Tako da vem, da ima neko recipročnost to, če si tih. To je nek, po mojem, obrambni mehanizem, ko si zdaj se bil na dogodku, bil pač en gost in se videl, ko ga je zvil, in je pa začel govoriti. Pa začneš in pa bla, ker je najlažje. Tudi občutek ima, ne vem, zakaj imamo v tistem momentu občutek, da moramo zelo veliko povedati. Ja, in pa govoriš o sebi, ampak to so treningi. Tukaj ti moram odkrito povedati. Tvoja knjiga je ful pomagala. Brez heca. Zdaj, ker sem šel čez in sem v bistvu v osnovnih nekih pravilih, ki jih ti daš, stvareh sem dobil v bistvu občutek, da res v mašilu in v strahu mi se vsi želimo biti sprejeti. Vsi si želimo dobiti en approval, da to, kar delamo, je okej. In smatramo, da bomo to dosegli s tem, če bomo ful več vse povedali.
In je to en paradoks, v Ja. bistvu je čist drugače. Ja. In je to, ne vem, je to šolski sistem, do tja, ne vem, kaj nas je do tja pripeljalo. Ampak dejstvo je tako, da sem se naučil res skozi tebe, da če je ta dogodek, grem z vprašanji. Ne grem z odgovori, ampak grem z vprašanji. Se pravi, pridem tja in imam 6-7 vprašanj in ko nekdo prije, rečem ok in ga vprašam. Kaj ti je bilo všeč, a si kaj našel povezljivega s tvojim delom, s čim se pa ukvarjaš. Da ljudje več o sebi govorijo in mi je lažje. Ker pol mogoče jaz nisem v spotlightu, mogoče ne bom jaz imel tega notranjega kritika, kaj si to govoril samim o sebi. Na drugi strani človeku daš možnost. Ja, pa dobro, ti imaš tako, mi se že kar nekaj let poznamo, ti imaš ogromno širino. Ti se lahko zelo veliko o velikih temah pogovarjaš, in to ti tudi čez čas da tudi nekaj mislim, pa dosti samozavesti, da pol ti v bistvu, je pa še ena stvar, če ti greš v komunikacijo, pač deva se spoznati, in ne greš nekaj vzeti od njega, ker niti ne veš, kdo je ta oseba, potem se pač pogovarjava. Pa je lahko tema o tematiki dogodka, lahko pade, kam greš na dopust, lahko se marsikaj pogovarjava, ker pač deva se spoznati, to je poanta cele zgodbe. Če greš pa dejansko da ne gremo ta pure sales moment, jaz bom tebi neki, ker noben tega, sploh na takih dogodkih ne mara folk tega, da smo preveč puši. Pa veš kaj, ko sem sebe analiziral, skozi stvari, ki sem jih skozi tebe spoznaval, pa nasplošno takrat res ozavestil bolj to stvar. Recimo, ne vem, ti bom povedal eno zadevo. Jaz sem bil na enem velikem dogodku enkrat, ker nam je pripadala gala večerja in je bila ta gala večerja pač enostavno postavljena tako, da smo bili pač vse, kdo se je tam je loteri, kam si se usedel, oziroma bilo je napisano naprej, nobenega nisem poznal. Mislim, Boško, jaz sem tak imposter sindrom, taki sindrom vsiljivca čisti. Jaz tukaj ne spadam, jaz tukaj noter ne pripadam, to ni moje, to jaz tukaj ne, mislim, kam jaz tukaj povedal, o čem jaz govoril tukaj noter. Do te mere, da nisem šel na večerjo. Ne. Se ne hecam, da nisem šel na večerjo. Zdaj, ker je pač moj mindset, ki je bil tam, je, da jaz moram narediti vtis. Ampak vprašanje je popolnoma drugačno. Ni temu, ali bom jaz naredil vtis. Vprašanje je to, ali se bo ljudje v moji družbi počutili ok. To je pa ni treba meni delati vtisa in špilati klovna, ampak je treba samo vprašati prave stvari in poslušati. Ja, biti tam, tudi. Exactly. In v bistvu, Spomnim se, tu smo rekel, si v sobi ostal. Sobi sem ostal. To je to. To se pa spomnim. In to je bila večerja, da ti ne povem tako, Fortune 500 evropskih. Se pravi, to so bili multimiliarderji zraven. In to je bil tako moj kick, ampak nisem bil ready. Dobro, ampak danes? Danes je tega ne bo. Ne, sigurno. Ok, pa deva tako zdaj, seveda ti, ki si bil svetu marketinga, zdaj si progresivnih metod, agilnosti, pa vsega tega. Zdaj, če tako malo pogledaš, koliko je dejansko tebi mreženje oziroma pravi ljudje usmeritev, koliko ti je to pomagalo, da danes kle, kjer si? Če mene vprašaš 90%. In ti bom povedal, zakaj. Zato, ker ko greš delati novo smer ali pa ko greš delati svoj posel, je vse povezano z nemirom in anksioznostjo, ki jo imaš v sebi. Se pravi, z občutkom te neke napetosti ali pa tesnobnosti oziroma z neki miselnost na to, da je ta stvar tesnobna, ali bom jaz imel dovolj podpore, ali ne bom, ali mi bo uspelo, ali mi ne bo uspelo in tako naprej. In zdaj imam enega Jaketa, s katerim se veliko pogovarjava, se enako kliče kot jaz, ki mi je razložil eno tako kalkulacijo, kakšna je kalkulacija za anksioznost, za tesnobo. In tesnoba je v bistvu ulomk. Od zgoraj je opravilo, ki ga moraš narediti, krat učinek, ki ga bo to opravilo naredilo, deljeno z sposobnostjo, ki jo imaš, krat pomočjo, ki jo imaš. Zdaj pa pazi formo. Spaj, če bi zdaj mi mogli leteti s helikopterjem in bi ti rekel, Jaka, 6 nas je, dajmo mi s helikopterjem zdaj leteti, ti už pilot. Jaz ne bi spal nič. Če bi šli Mirjana, ti, pa otroci, pa moja Lija, pa Saša, pa mi skupaj, še kdo zraven, a veš, enostavno, jaz ne bi spal, ker jaz nisem nikoli v helikopterju ne sedel, nisem nikoli letel z helikopterjem, nikoli ne znam. Se pravi, moja anksioznost oziroma moje opravilo, ki bi ga mogel narediti, je tako veliko, da ne moš. Pomnoženo z, kaj se lahko zgodi z impactom. Se pravi, mi lahko umremo, mi lahko pobijemo kogarkoli še pod sabo od spodaj, karkoli že. To je enormen pritisk, ki ga jaz čutim v svoji glavi, deljeno z, ali jaz znam voziti helikopter, ki ga ne znam, je valjda ulomek nor, ampak če imam jaz frenda, ki je pilot helikopterja in ga lahko pokličem, prijatelj, ti, veš, jaz pa zdaj grem leteti s helikopterjem, da prid z mano, ena družba je pa to, pa veš, da jaz ne znam, bi ti pa šel zraven, moja anksioznost izničena. In tukaj noter ti moram povedati, da pač enostavno ta stvar pije vodo do konca. Se pravi, jaz ne morem vsega vedeti, dobro pa je, da imam koga, ki mi lahko odkrito pove nazaj, ta star,
to ni ok, ali pa le si na pravi poti, da bodi pozoren na to. Ja. Tako da meni to ful pomaga. Jaz zdaj velikokrat govorim, moja mreža je moja moč in dejansko to isto, kar ti govoriš. Jaz pač lahko obvladam ene dve stvari, ampak ko pa tebe poznam, sem pa še to, ker ti začneš to povezvati, pa dejansko folk med sabo bogatiš druge, ne z svojimi skillsi, ki pač so omejeni, ampak z člani svoje mreže je to top. A bi ti lahko tako, zdaj, ko skeniraš svoje življenje, a bi lahko kakšno osebo posebej izpostavil, ki ti je ta, rečemo, neka usmeritev, njegova pogled, ali da ti je dejansko res tako svičil življenje? Mislim, brez nobenega unga sigurno ti, res brez heca, sigurno ti, se pravi, tukaj mi je en tak močen, se pravi, veš, ko je vortex, prav vrtinc, ko sem jaz s tabo zavestil, katere stvari, veš, ker mreženje je ponovadi nekaj, kar smo mi naturščki. Ali znaš, ali se naučiš v šoli ali ne, ali se naučiš nekje med puncami, v odnosih s puncem, ne vem. In večinoma to delamo s tem, da smo pajaci, klovni, da neke stvari, ali pa da druge žalimo, ali pa da smo buli. Skratka, drži. Ni to veščina, ki se naučiš v šoli, kar bi bilo zelo pomembno, recimo odnosi kot taki, ampak je družina, ožji prijatelji, okolica in kakšno vlogo si imel pri njih. In v bistvu stvar je bila taka, da je bilo v mojem življenju veliko enih takih učiteljev, se pravi, jaz imam starša, ki sta bila socialna delavca, ki sta imela zelo veliko, sta delali z družinami, ki so imeli resne težave z alkoholizmom, z ostalimi. Mi smo zelo veliko delali v teh krogih in sem se jaz veliko teh skillsov naučil, ampak sem se jih naučil na ceno tega, da sem jaz bil v deficitu. Kaj pomeni deficitu? Da sem jaz na sebe prevzemal stvari, da nisem znal niti povedati nazaj, to pa meni ni kul, ker tudi to je v mreženju. Oprosti, tu je meja, ne obstaja več to, mislim, te stvari. In sem v bistvu s tabo veliko teh stvari ozavestil. Zdaj pa sproti z tem pogledom, čisto odkrito s tvojim pogledom, s tem, ko grem včasih tudi za nazaj prelistati, to je ta knjiga, kar veliko razpredana, kar se tega tiče. V bistvu sproti situacije. Ne vem, včeraj smo imeli en dogodek skupaj, jaz sem se ogromno naučil. Ne samo o sebi, o drugih ljudeh, o sebi, o mojem odnosu do tega. Recimo, včeraj je bil prvi dogodek, kjer res nisem nič govoril o sebi. Ja. Sem te spremljal. In nisem želel, in mi je bilo všeč, in je bilo super. Tako da tvoj influencerski del je bil ful močen tukaj, so pa še bili, recimo en Veljko, ki je že pokojen, ki me veliko stvari teh naučil, par ljudi, recimo, ki so mi na tej poti ful veliko. Zdaj, jaz vem, da si ti družinski človek, da imaš rad naravo, gozd, da boš čez čas imel tudi po eno uro kmetijo, tako da to so tvoje ambicije, veliko delaš v tej smeri, tudi v okolje, kjer ti živiš, je zelo, pač, narava je, kjerkoli se ti obrneš, je narava. Da mi tako povej, zdaj pa, Jaka, deva tako, v poslu pa v prav življenju, s kakšnim folkom si rad okrožen, s kom rad delaš, s kom rad piješ kavo? Mislim, dobro vprašanje, predvsem iskrenimi ljudmi, to mi je in pa pristnimi v svojem obsegu, koliko so lahko pristni, koliko imajo s svojimi omejitvami manj težav ali pa več. Moram ti povedati, da v bistvu je tako, v okolju, v katerem sem v bistvu, mi smo tako naša družina se je preselila zdaj pri Logarski dolini enostavno in smo kot taki še, vas je zelo majhna, zelo zaprta, se počasi preklapljamo gor in je to pač en tak del, ampak primarno, kar mi je všeč, je pač, da so ljudje pristni, ne zanima me, kaj kdo počne, meni so vsi ljudje zanimivi, meni je vsak človek zanimiv. Jaz recimo, včasih, ko se sprehajam, si mislim, ljudje se med sabo, ali se čem, ta mogoče astrofizik, razumeš, si imaš predstavljati, ta človek, ki ne vem, karkoli naredil. Ker jaz randomly spoznaš ljudi, ki reče, ne vem, jaz sem pa, ne vem, statiko delal od Šentviškega predora. Tako res, da se ni vse zrušilo na glavo. Kakšne znanje imaš ti, jaz si mislim, jaz imam priročno nekaj znam delati, ampak vsi nekaj ful znamo in vsaka stvar je zanimiva, kada se človek odpre. Te v temu, ko gradiš odnose z drugimi, te česa strah? Dobro vprašanje. Da bi bilo česa strah je mogoče tega, da bom
ga z vprašanji ne odprl preveč, da bom pač enostavno v želji odvisno, kako človeka percepiram. Če nekoga percepiram, tudi še zmeraj ta sindrom vsiljivca, včasih imam občutek, da moram overdeliverati v prvem delu, da človek mogoče vidi, da sem jaz kompetenten sogovornik z njim in takrat me lahko zanese. Tako da večinoma, če imam za kaj posledično potem nek občutek, slabeg občutek ali karkoli, predvsem zato, ker sem sam overdeliveral ali pa v tem odnosu preveč dal na mizo v smislu, kaj vse znam, pa kaj bi lahko, pa kje so moje ideje, pa kaj bi se dalo narediti, pa mogoče ni bil pravi trenutek ali pa pravi čas. Koliko ti pa zaupanje pomeni v resne? Ja, veliko. Ne, ker tudi to je, rečemo, ne vem, to odkar rečemo, ne vem, da ti priješ in transformiraš podjetje, ne. Tudi kot prvo morajo oni tebi zelo močno zaupati, ta vez mora biti zelo močna. In da mi sam pomaga zdaj tako, rečemo, ti paš neko organizacijo, ki je, pač dajmo reči, funkcionira, deluje s plusi, z minusi, no tako je, in oni pridejo do tega, da prijete Jaka, Nina, še se ostala tvoja ekipa, ne, da pač jim pomaga, da se transformirajo, ne. Okay. Da mi zdaj z tega vidika, ker načeloma človek, te osebe, ki delajo, morajo narediti to transformacijo, pač vi jih usmerjate, oziroma ti pa Nina. Ne? Zdaj sem povem mi, koliko je kle ta zgodba od povezovanja, grejenja odnosa, zaupanja, mreženja, koliko je to ključno, da se sploh zgodi ta transformacija? Ful si je dal dobro vprašanje in istočencev. V bistvu je tako, da prvo, kar moraš dobiti, je zaupanje teh ljudi, zato ker ponavadi, kadar prije do tega, da si nekdo želi take transformacije, imajo občutek, mi smo zdaj v zadnjih 40 letih videli, da se je sprememba mogla vedno zgoditi na nivoju zaposlenih, ne pa vodstva. In ko nekdo prije reče, zdaj smo pa mi transformirali, zaposleni stopijo 4 korake nazaj, reče, ok, zdaj spet nekdo bo nam povedal, kaj mi delamo narobe, ne pa kaj vodstvo dela narobe. In v našem podjetju Switch, ker delamo, 211, kjer delamo te spremembe, v bistvu mi vedno najprej čestitamo vodstvo in rečemo, ful ste pogumni, da ste nas vzeli za te, ker to pomeni, da boste vi najbolj delali, ne vaši ljudje. Ne, ker pač tukaj se začne dogajati sprememba. Zdaj zaupanje se pa začne graditi in ti moram povedati eno stvar, da kar tudi sigurno ti najbrž boš ko slišal, mi potrdil, pa tudi ne, ali pa zavrgel, ampak nam se najbolj poveže ekipa takrat, kad nam gre narobe. Kadar se nam zgodi konflikt, ampak konstruktiven, kar pomeni, da sem jaz ugotovil, da je v odnosih ful pomembno biti iskren v feedbacku, kar temelji potem, kar skupaj zapre zaupanje. In mi smo v bistvu večinoma ljudje navajeni tega, da ne damo radi kritike, zdaj, ker smatramo, da nam nekdo s tem želi slabo. Ali pa on je zbodel kaj si on misli, da mi je povedal, da je nekaj narobe. Ne? In moramo obrniti v svoji glavi miselnost in reči, lej, pazi, ne vem, Boško se je odločil meni povedati nekaj, kar jaz nisem prav delal in je s tem riskiral najin odnos, riskiral to, da bom jaz mogoče užaljen, prizadet, mu rekel, kaj mi to izval konflikt, ki bo čisto neposredno napačno, se pravi, mislim, z moje predpostavke napačno, se pravi, štartal, v zameno zdaj, ker ima to krat, zdaj, ker me to ceni, zdaj, ker ve, da sem boljši kot to. Ne? In to nas poveže. In v ekipah nam se vedno mora zgoditi najprej konflikt. To je prvi pogoj za to, da se ekipa začne delati. Potem se takrat ekipa tudi vidi, ko se zgodi ta konflikt, vidi, kako midva z Nino in naša ekipa odreagira in takrat se začne graditi zaupanje. Okay. In to je temelj. To je temeljna stvar. Okay. Čeprav mislim, to tako lepo povzel, ne? Vedno je ta izziv sprejeti konstruktivno kritiko. Zame je ful pomembno, kdo mi jo da. Ker imamo danes pa družabno mreže in nekdo se nikne prekmurska gibanica in te roasta, lahko, ne, mislim, takim je vseeno, oziroma jaz tako pravim, vkolikor je nekdo strokovnjak na nekem področju, mi da feedback, sem hvaležen, boli, ampak je pač enostavno takrat požuri, kar me za požeti, pa pač leti naprej, ne? Ker če mi pa da kritiko nekdo, ki pač ni v tem poslu, mislim, kaj ne rečem, mislim, zdaj vprašanje, koliko ima težo, koliko je kvaliteten to feedback, ne? Zato jaz tudi, kad delamo, to pač pravim, da je tudi, dej svoje okolje, ne, spodbuji, da ti pač dajo konstruktivno kritiko, ne? Ker pa lahko rasteš, ne, ker... Ena stvar mora vedeti, ne, mi ful velikokrat, oziroma ljudje ful velikokrat feedback, iskrenost pa nesramnost je ful tanka linija. Ful je tanka linija. In pa mi pridemo in ne vem, nekomu rečemo, ali to za nič naredil, nekaj.
To je nesramno. To ni feedback. Feedback moramo štartati iz mene. Jaz imam občutek, da imaš ti tukaj neke stvari, ki jih je treba narediti. Moj občutek je, da je to tako pa tako. Ena ful zanimiva, zadnjič sva z Nino se vozila, je bila ful zanimiva situacija. Čistko paša me za medklic. Ona je psihologinja, ima veliko teh stvari in zdaj pripravlja na delavnico ravno feedbackih, ker to veliko tega rabimo in mi je dala, da so naredili preizkus oziroma en eksperiment in so pokazali sliko avta, ki je bil parkiran tako izven črt, tako poševno. In so ljudi vprašali, kaj vi mislite, kaj je prva misel, kaj imate na to. In pač moški so rekli, ženska ne zna vosti avta, pač ona je parkirala. Par žensk je tudi rekla, to je ženska zihra parkirala avto, to drugače ne gre. In tako, večinoma je bilo to jeza, pa kaj ti ljudje ne znajo parkirati in gor in dol in sem tja. In potem je ta slika se pokazala, kakšno je bilo stanje pred tem. In je v bistvu se pokazalo, da ta avto mamice nosečnice, ki je ravno kar otroka odpeljala na urgenco in da sta prej že bila 2 avtomobila tako parkirana. In ona je pač parkirala tako avto. Okay. Kakšna je pa bila zdaj percepcija? Valjda, ne se je mudilo, ne otroka je bilo treba peljati, ni noben problem. In enako v naših odnosih. Jaz ne vem, kaj se s tabo dogaja. Jaz ne vem, kako so bili avtomobili parkirani, ko si ga ti parkiral. In jaz nikoli ne razumem, kako ta stvar je. In vedno moramo imeti ta, Angleži, Američani ima ta reason of doubt, se pravi ta občutek nevedanja nečesa, pač enostavno, da pač občutek, da pač ne vem vsega, da se je neka stvar dejansko zgodila. Na cesti en nori, v potrobi, ne veš ti, kaj se zgodi. In tukaj noter je pač tako. Feedbacki, ki se ponovadi zgodijo, se zgodijo iz nekega mojega notranjega klica, notranjega triggerja, ki tebi nekaj povem. Včasih je treba resno razmisliti, da je to, kar vam tebi zapovedati, bolj moje ali bolj tvoje dejansko, zato moramo to miselno razdelati. In seveda na drugi strani pa vedeti, vsak feedback, ki pride darilom. Mi se ne spremenimo, če se skozi trepljamo po rami. Mi se vedno spremenimo takrat, kad nekdo pride in reče, to ni bilo okej. Jaz mislim, da ti zmoreš boljš. Jaz mislim, da tukaj moraš ti lahko bolj. Ker zaboli in ti rečeš, jaz nočem, da me boli. In začneš spremembati. Ali pa, mislim, to absolutno. To je, tako bom rekel, če se ti to zgodi, je super, kakorkoli te boli. Če ne, te pitek pol. Ali se ti pa zgodi, da ti pač, ne vem, nekdo zapre vrata, se ti začnejo ponavljati neke napake in potem ti sam vidiš, nekaj po vsej verjetnosti ni okej. Ker jaz pravim, moraš biti hvaležen, da te nekdo toliko spoštuje, te ima tokrat, da ti reče, to ni okej. Jaz sem do zelo veliko ljudi vedno pravim politično korekten, ker se ni vredna ta oseba, da pride mi reče, sorry, kle pa ne delaš okej, zato ker je ogromno, ko bi rekel, ljudi, ki pač ne dela nekaj pač okej, in zdaj če še vsakega popravljati, jaz govorim iz vidika networkinga pa tega, vse ostalo se pač ne opletam. Da mi samo pa zdaj ti deluješ to globalno, si, da reč, all over the place. Da mi tipa, koliko smo mi, Slovenci, drugačni iz tega vidika, kar se mi zdaj pogovarjamo od dela v Švici, dela v Ameriki, Angliji. Smo mi zdaj tako, a smo res mi bolj zaprti za pičkari, ali je to sam neka... Mislim, zdaj tako, tisti, ki delamo tam najbrž ne. Če bi tako, ker pač ne bi šli. Ampak je stvar taka, da kar ugotavljam je, da smo izredno... Res te besedne zveze, sploh ne maram besede nasplošno, ampak smo zelo pridni, kar noben od nas ne ve, kaj pomeni, pa pravzaprav si vsi tja želimo prijeti, ampak izredno smo vestni in izredno smo odgovorni. Spaj naša odgovornost in vestnost je neizmerna do ostalih. Mislim, da ljudje tudi velikokrat neke tuji klienti, recimo, velikokrat hitreje opustijo stvari. Recimo, mi si bolj ženemo srce, zelo želimo dejansko dostaviti in deliverati nekih zadev. To sem ful opazil. Recimo, ne vem, ko gledamo transformacijske firme, mi da z njimi sva res povezana z vsemi dejansko sveta, ki v teh stvarih delajo in se srečamo, se srečujemo skupaj in pogovarjamo. Pač oni zelo preprosto, za njih je, ne vem, neka taka stvar, ne vem, če se ne zgodi nek konflikt, jim je okej. Mi pa rečemo, okej, zakaj se ni zgodil, ne? Mi da skozi govoriva, če imajo timi to umetno harmonijo, nekaj ful narobe. Ko sprejemo ekipo in reče, kako ste imači, vsi so super. A mi vemo, da je včeraj bil konflikt. To je ogromno dela, tako tukaj še nismo niti začeli kopati po teh stvarih. In te stvari so recimo tujini, pač če se oni gre umetno harmonijo, jim je okej. Bomo pač mi to nekako drugače zrukali in nobenega problema, so veliko bolj tako, mi smo po mojem veliko bolj upeti v te stvari. Ker zadnjič sem slišal na ful zanimivo prispodobo, ko so recimo Švedi rekli za Slovence in so rekli, da smo cenejši pa še bolj organizirani Nemci. Wow. Res? V njihovih očeh.
Da mi samo povej, ali je lažje, hitreje, bolje, mislim, ali se lažje transformira podjetje v Sloveniji, rečemo na Švedskem, v Švici? Dobro, ja. Jaz mislim, kolektivna neka zavest je v Sloveniji še zelo zadaj. Se pravi, v smislu tega, ljudje se zavedajo, da bi moglo biti progresivno pa bolj napredno. Zdaj, da razložim poslušalcem pa gledalcem, kaj je progresivnost. Progresivnost je v bistvu organizacija, kjer ni vodij, oziroma ni vodij hierarhičnih vodij. Se pravi, ni vodij v neki hierarhiji, ker mi znamo plezati danes po hierarhični lestvici samo tako, da smo nekoga dol potlačili. Ne znamo plezati, ne, ta del je, ne, zdaj sem jaz boljši od njega, deliveral več, mal mu zmaknil, ne vem, karkoli že, prikazal boljši. Mi temeljimo na role-based leadershipu, se pravi, če ti imaš neka znanja, neke kompetence iz tega, tam si lider in pač delamo v različnih ekipah. In tukaj noter je pač situacija taka, da zavedanje v Sloveniji potem raste, ampak je smiselnost, mi smo imeli tega samoupravljanja od Kardelja še za nazaj in večinoma ljudje navržejo, takrat to ni funkcionalno delovalo in res ni delovalo, zdaj, ker sta bile dve kaste in razumljivo, da ne more to delovati sam z eno, to mora za vse delovati. Spaj, ne moramo si mi predstavljati v organizaciji, zdaj malo skrenu, pa bom pa se vrnil nazaj, ne moramo si mi recimo razmerje v plačah med direktorjem pa med zaposlenim, okay? Med povprečno plačo zaposlenega pa med direktorjem, recimo Abercrombie & Fitch, brand. Okay. Direktor firme dobi 4300 kratnik povprečne plače zaposlenega. In zdaj ti za premisli eno stvar. Zdaj on pride pa reče, naše vrednote so, a veš, mi smo vsi težko pije voda, no? Ne se zdaj ba. Tako ti fakt dobiš 10 milijonov, zdaj pa ti hočeš meni, ki dobim tam, ne vem, $3000, pa Jurija dolarjev, pa koliko, ki mi ostane na koncu, jaz moram zaradi tebe, ne vem kako, ne se zdaj ba. Velja neka osnovna pravila na vse ostale stvari. In zdaj, švedsko zavedanje je ful na visoki ravni, švicarsko zavedanje je enako na visoki ravni. Spaj ta zahodni del že razume, da pač mlada generacija Z, ki prihaja, na to ne pije vodo. Oni so lahko kriptomilijonarji in si mislijo tako. In zdaj ti ne boš dobil delavcev. Ti ne boš dobil, se že dogaja. Kar meni, da to zavedanje je, v Sloveniji pa so pionirji, ki grejo v to smer. Se pravi, so podjetja, ki temu sledijo, so podjetja, ki to pač dejansko želijo narediti. Je pa pomembno, zakaj vzvod. Se pravi, če je vzvod to, da hočeš ti bolj izkoristiti ljudi, potem to pade takoj v vodo. Če je vzvod, ne, res, jaz hočem, da ljudje zrastejo nad mene in jaz hočem jutri delati druge stvari kot owner, kot lastnik, je pa to ena od poti, ki je fantastična. Oblikujejo se skladi zdaj denarni, kjer take firme kot je Switch, enostavno monetarni sklad najame firmo kot je Switch, kupi 10 družinskih podjetij, Switch jih reorganizira, da so samo self-managed, self-organizirani in jih sklad proda nazaj zaposlenim. In naredi... Mislim, ful zanimivo. Da mi tako povej, zdaj glede, da razlagaš Švica, spet smo tujini. Koliko je danes močna tvoja mreža? Koliko misliš, da rabiš časa, da pač ne vem, koliko korakov rabiš do tega, da prideš do nekoga, ne vem, kjerkoli na svetu? Mislim, zdaj v sferi, v kateri delam? Ja, govorimo o tem, kjer pač okoliko. Mislim, da ima vaznino en klic. A veš, kaj popriče danes? Ne vem. Tam 3-4 pravijo, tu 2-3, tam okoli 3 se vrti. Mi dva v najni mreži ima en klic, sigurno. En klic stran. Pa si not. Ja, pa sem tam. Recimo, če bi gledal res špico top 10, se pravi najbolj branih avtorjev, se pravi in pionirjev, je pa to, ta klic, ki ga mi imamo, je pač njegov friend. Se pravi drugi klic. Ampak ta klic pomeni, da sem zihar dobil. Tako, dobesedno. Se pravi, ne vem, primer je... To je zgodba, ki so mi dva, ki se mi ti pomaga govoriti. Ko so se mi dva, jaz sem takrat v Radečih na unih kmetiji, v tisti majhni sobici gor v lesu obtovčeni, ki so se pogovarjali, ker sem ti rekel, jaz hočem v progresivne organizacije priti, jaz bom zdaj začel volontirati pri nekem dogodku, ki ga bojo oni organizirali, jaz bom zdaj probal te ljudi, to so več oni organizirajo, Roš, 150,000 zaposlenih, Bosch, Power Tools, 25,000 zaposlenih, jaz bom z njimi probal sam, da jih povoham, kaj oni počnejo, to so ljudje, ki jih imam zdaj na telefonu. To so ljudje, ki so zdaj pač enostavno, jaz ne vem, Tima, Johena, te ljudi sam pokličem. Mi imamo direktorja najbolj progresivne šole, osnovne in srednje šole iz Brazilije, ki je v bistvu Ricardo Semler v našem svetu, Brazilc kot tak, to je alfa in omega self-managementa, v 70 letih je to postavil. On je lastnik šole Lumiar, direktor šole Lumiar je z Nino pa z nama na večeri bil v Ljubljani 3 mesece nazaj z njegovo ženo.
In tu si, koliko časa si rabo od tega, ker si ti rekel, okay, jaz bom vstopil v ta svet, za zavedanje, pustimo, da koliko časa si delal, koliko si časa rabo, da si dejansko, imaš en klic pa tam. Mislim, to je kontinuirano delo, recimo 2 let, ampak ne samo moja, tudi njega. Oba dva skupaj kot tim in to imamo strateško postavljeno, strateško imamo to narejeno, se pravi, tukaj ni na ful močno orje ledino na eni strani, jaz na svoji drugi strani in mi da imamo res to tako razporejeno. Bom kar povedal, mi dva kot firma imamo mesečni budžet, se pravi 2000 evrov za mentorje, ki jih plačujejo na uro. In to so ljudje, ki jih pač enostavno pokličemo, njihova ura je 400-500 evrov. Ampak je situacija zelo preprosto taka, da pač enostavno mi, da prej posnamejo alum, se z njimi pogovorijo kako in kaj, ampak je tukaj dvojna prednost tega vložka. Vložek je to, da oni meni pomagajo ful hitro rešiti problem, ki ga imam jaz mogoče akutnega pri stranki. Recimo, ne vem, zdaj delam proizvodno firmo in neke stvari ima, neke svoje pravila in zakonodajnosti in vse ostale stvari, ki jih imajo in recimo jaz rečem, ok, bi rabo tukaj podporo in imam recimo Dunjo, ki je reorganizirala 40 proizvodno v avtomobilski industriji na najvišjem standardu, da so self-managed. In Dunja pač, ko jaz mi povem, kaj imamo mi problem, ona meni v eni uri, nama dvema strese vse stvari in nam da 3 korake naprej. Mi ni treba 4 knjig brati, mi ni treba raziskovati, mi ni treba ljudi spraviti v stres, karkoli že. Ampak drugi učinek tega mentorstva je pa ta, da pač Dunjo kliče ljudje in reče, mi bi radi, da nas organiziraš in ona reče, nimam, ne. In ona reče, ne, imam jaz Jaketa pa Nino. By the way, mreženje, imam ni od vas skupne, dej bom jaz ni od vas, nima dvema rekla. In v bistvu to tudi meni sales kanal. V bistvu ti si s tem to sales kanal, dviguješ svoj brand. Ja, sigurno. In ona tebe kot persono, ko spozna, vidi. Ja, tako. To je, ker se vi pogovarjamo, da pač enostavno ti moš veliko dati. Torej, in ti daš, klej že, dajmo reči, za pač podjetje 2000 evrov, ko se začnemo razvijati, ni malo. Mislim, to je 25,000 evrov na let. Na leto za mentorje, zato da lahko. Ne, mislim, se pravim, da mi še eno stvar povej. Zdaj imaš ti, to si strateško gradil, oba veva si zelo lepo povzel z vidika, dobim know-how, mi skrajša pot, torej ne rabim 4, 5, 6 knjig prebrati, imam problem, mi ona da 5 korakov naprej, dvigujem svoj brand, širim si pač svojo mrežo, seveda tudi pač dobijam lide z tega naslova. Pol je pa tudi tako, pač se veš, pa je pa neka konferenca, je neki in pol mi kaj delamo, mi se v taki točki spomnimo na osebo, ki nam je katere vidimo, da je zaupanje vredna, strokovna in pa bo tudi ta Dunja rekla, Jaka, Nina, kdorkoli. Da mi samo povej tako, glede na to, da zdaj pač mreža je dosti močna, kako pa ohranjaš vse te kontakte, kako ti to menedžiraš, glede na to, da še vedno 5 zjutraj? 4. Mislim, zdaj tako, da te vedeli, mi dva se zjutraj ob 4:30 še na Instagramu še kaj izkomentirava, pa letiva vsak svoje rituale naprej delati. Ampak kako uspeš vse to? Speš kakšen trik, kakšno foro? Mislim, kako je. Eno, kar je konsistenca, se pravi, to sem se pa z Nino ful veliko naučil, se pravi, da ni važno, pač važno je konsistentno delati, ne delati na najboljšem levelu, ampak počasi delati in počasi graditi in potem level sam po sebi pride, se pravi, začneš neko navado tako uvajati noter in mi domava z vsakim, ki se začnejo pogovarjati, pač enostavno probava zadržati, se pravi, mesečni klic, 3-mesečni klic, karkoli. Se pravi, če smo z nekom v stiku in vidimo, da nam je cool, se rečemo, lahko malo čez 2 meseca spet en klic. Lahko že zdaj kar določimo datum? Ja, lahko. Ni važno, kaj sem povedal, dajmo samo ta klic dejansko narediti. In tako se v bistvu iz konferenc, mi prijemo z konferenc, poznamo ljudi, recimo, ne vem, ko smo bili v Sarajevu, smo imeli predavanje, lani smo predavali, je v bistvu bilo par kontaktov dobrih in imamo z eno Samiro mesečni reden call. Samo kako gre pri njej, kako gre pri nas, kako gre pri njej, kako gre pri nas. Ona dela za eno švedsko firmo in ona že zdaj prišla reka, ne, jaz hočem, da mi delamo skupaj. Jaz bom našla način, kako mi delamo skupaj, zdaj, ker hočem z vama delati in mi smo rekli tudi, mi tudi hočemo s tabo delati. Mi ne vemo, kam bo to pripeljalo. A bo jutri Samira z nami delali, mi z njo, ni nobenega namena, ampak je
korake, ki jih počnemo, so v taki smeri, da pač enostavno. Torej, ampak vse lih to je fora, pač enostavno konsistenca. Torej, ti si nekoga spoznaš, ne rabiš vnaprej predvideti 44 korakov, kaj se bo zgodilo čez 5 let, ampak ti oseba zanimiva, sploh je Samira je bila rečeno z vidika biznisa, ker ste v istem fohu, relativno je to se sveže na našem področju, vas ni veliko, in kaj enega vidiš, da ti je zanimiv, in se pravi, pa imaš predvidevam nek Excel, nek tool, in si daš v koledar in si tako filaš za... Z Nino to zelo konsistentno pač delamo. Tukaj moram biti tudi, da ona veliko bolj poskrbi za ta del. Kot jaz, ampak pač enostavno malo konsistentno klice, se dobijamo, se srečamo. Včasih tudi malo predklicaš, kaj so zdaj pogovarjali. Sploh, ampak gremo, kako je bilo tebi, to je bilo nama, da ima ta del. Je pa tak klic, ki ga imamo, se pravi z ljudmi, ki smo isto misleči ali pa podobno misleči, najboljše štartati iz svojih failov. To sem se pa naučil, iz svojih napak. Veš kaj, mi smo pa to napako naredili. In potem ima ta oseba občutek, jaz ti bom doprinesla, ti bom pomagala zraven, nekaj se bo naučila, pa ona reče, jaz sem pa to napako na zadnjem mesecu naredila. A res, ti si pa to, mi smo zadnjič tudi to skoraj naredili, pa smo to naredili in iz tega potem razvijamo vse skupaj, se pravi, iztočnica ni, kaj zdaj delaš, pa kaj mi delamo in hvalisanje, kdo je kaj naredil, ampak mi smo pogruntali z Nino, da greva kar z napakami, ki smo jih naredila in reče, veš, to se nam je včeraj zgodilo, fule napaka. Ali pa mogoče, da je tudi primer dobre prakse, kaj se je nekaj lepo izpeljalo, da se dejansko se bogatite v tej komunikaciji, ampak je pa spet, torej ti si moš vzeti čas, se priklopiti, takrat izklopiti okolico in biti Samiro v, rečemo, na primer ena in debatirati, se pogovarjati, s tem, da imaš zdaj še trik, da ona je kaj Sarajeva? Tam ima Zoom, karkoli, torej nimaš te možnosti, ki ima midva fizičnega, pa kljub temu se da. Veš, lih to je trik, da pač rabiš pa, ne vem, čas, to 2-krat, 3-krat, 5-krat, 6-krat. Če bi, to je recimo primer, če bi zdaj se z njo dobila z Nino, ali pa jaz sam Samiro skupaj, ne vem, v Ljubljani, če bi jo srečal, ne kava, jaz po mojem mi grejo na kosilo. Toliko smo mi odnos zgradili, mi se toliko poznamo. Jaz živim za njune otroke, jaz vem, kako ona živi, ki se mi pogovarjamo in to je 100%, tudi če je Zoom. Če bi zdaj šel danes na Čopovi in bi videl Samiro tam, bi rekel, jaz Samiro, on bi rekel, jaka, da je nekaj igra pojesti. Zdaj, tudi če bi imel ne vem kakšen plan, bi šel z njo nekaj pojesti, ker je ta odnos tako že spet, da je že ta nadgradnja avtomatska. Rečemo, ful si dobro rekel, to si dodal, da se pogovarjaš o otrocih, o private lifeu. Ne moš to preskočiti. Ne. Veš, kaj eni še vedno so, moja stara šola, striktno ločim posel. Jaz pravim, če se midva pogovarjajo posel, tako, a je uro pa pol najne komunikacije, čist pure business, po moja neč vas držala. Ker slejko prej pusva rešujejo nek konkreten primer, ampak če so na kavi, v nekem small talku, slejko prej prideš na neko privat zgodbo. Zdaj pa je pa, valjda, kako hitro se ti dejansko odpreš? Zdaj smo pa zato. Zdaj sem prišla. Nimam težav se hitro odpreti. Nimam težav. Res se nimam težav deliti stvari. Sem te stvari ful pri sebi predelal, ampak ugotovil, da je to lahko za drugega večji problem. Ker pa on ni pripravljen toliko deliti. In sem že ugotovil, da v odnosu tako zelo počasi temperiram, koliko jaz sebe odprem, tega, da človeka na drugi strani ne spravimo na roden položaj, ker če jaz prijem pa rečem, se mi je že zgodilo, da je nekdo prišel, ko so se prvič videla in mi je stresel celo življenjsko zgodbo, da ima ta ženo težave in gor in dol. In nisem da zdaj, jaz se nimam težav, ne vem, kako ti zdaj lahko to odnesem, to že na pol psihoterapija, kam zdaj greva, in ni noben problem. Meni je bilo hudo za njega, ko on šel domov in ko on to reflektiral na to situacijo, si mislil, človek si mislil o meni, ne vem, kar pa si nisem nič mislil slabo. Ampak dejstvo, tako da tukaj nimam težav se odpreti, tudi nimam težav prvi štartati s tem, da odprem neko težav, tako stvar, je pa ful, tako spet ne samo tanka linija, ampak je res ta nek občutek, da ni preveč, da na drugi strani ne prijetno. Ja, mislim, da je to treba tako, če ne veš, kaj na drugi strani počasi odpiraš, če ne odpreš, če nisi vrata preveč odprl, še vedno lahko zapreš brez nekega šundra ogromnega, brez nekih posledic, je pa izziv, da ne odpreš do not zadaj, pa nekdo in ga butneš. Ker smo si pa ful različni. In klej ni pravila. Ni pravila. Ni pravila, zdaj moš ti povej to, pa bom to. Jaz mislim, da pač
ti si zelo odprt, komunikativen človek in po mojem čez čas začutiš, kaj na drugi strani če je druga strani nekdo, ki odgovarja kratko, zelo zaprto, tudi vidiš mimiko obraza, se pač enostavno se pogovarjamo, če treba ni 4 minute v vremenu, pa prežvečimo in letimo naprej. Je pa treba povedati eno stvar, da zato, da sem to stvar razvil, sem pa naredil ful napak. Ful velik. Če bi zdaj, jaz ne bom nikoli pozabil, se pravi, ne vem, jaz sem res delal marketing, pa direktor prodaje bil, pa ne vem, pa neki tujine delal, pa tako, ampak če bi pogledal, ne vem, z ljudmi, ki sem imel odnose 10 let nazaj, pa o tem, kar zdaj govorim, in včasih probam preslikati v samo refleksijo in si reči, kako ta človek iz takrat, ki sem jaz šel top-down, marketing, prodajo, prežigati na njih, KPI, ne vem, karkoli že, zdaj sem pa prišel sem, pa govorim, ne rabiš vodje, ne rabiš ničesar. Ta človek v tej situaciji ni šel z mano te poti, ampak on je bil sestavni del moje poti. In zdaj situacija je ta, in to meni da ful refleksijo ena stvar, se pa jaz nikoli ne sodim človeka, ki mi je na prvi vtis naredil šiti vtis, ali pa sem občutek, ne vem, karkoli že, zdaj, ker jaz sem ga tudi marsikomu naredil. In še danes ga naredim, da ne bo pomote, še danes neke stvari testiram, mi dajemo, ne vem, ponudbe ven, argumentiramo ponudbe ven, delamo neke stvari, razlagamo neke zadeve in tudi v tem razvoju tega jaz delam napake, kar pomeni, da tako enostavno, kjer sem, še zmeraj nisem tam, kamor bom prišel, se pravi, cilj, ki ga imam, je Jaka čez 10 let, Jaka čez 10 let ga ne bom nikoli dosegel, ker tako kot včeraj, ki smo poslušali, pač enostavno enkrat mi smo včeraj imeli o viskiju, smo se malo pogovarjali, ampak ker gospa razlaga rekla, vi boste pil viski, ki ga jaz ne bom mogla piti, ki bom mes, pač enostavno čez 20 let staren, meni ne bo več takrat nazaj, se pravi, moj cilj je isto, jaz sem Jaka čez 10 let, ki ga ne bo pač nikoli mogel doseči, ampak na tej poti pustim veliko ljudi lahko ranjenih, veliko ljudi lahko prizadanem, kar je tudi normalno del, se pravi napake delam. Ampak jaz mislim, da iskreno, pač jaz vedno razlagam, noben od nas ni Buda. Ampak mislim, da to so neke iskrene napake, niso namenoma. Razlika je, ali prideva midva nekam, pa namenoma nekaj narediva, ali se pač narediva v najboljši verziji sebe. Evo, zdaj rečemo temu to v duhu, ko sva zdaj finiširava najno dajca. Da mi sam povedati, ko zdaj, evo, Jaka, zdaj si omenil, ne veš, kje boš, oziroma imaš neko vizijo čez 10 let, ampak da gremo nazaj 20, pa 25 let, ko si štartil posel, in je zdaj tam Jaka, Gunka je rečemo, ti si zdaj veliko bolj izkušen, zrel, Gunka je bil še junior Jaka, kjer nas bi te njemu dal, iz tega naslova, kar se mi je pogovarjava? Sam tako, sledi temu, kar želiš, se pravi, kar želiš postati, to je prvo. Naj te ne bo strah teh korakov, vse pride v svojem času in valjda bodi to, kar si, in sam gas. Sam bodi to, kar si pa gas. Zdaj, ker ti moraš vedeti ena stvar, da jaz sem 20 let mojega življenja poslušal, da jaz ne bom nič, ker nisem faksa naredil. To je bila konstantna mantra v naši družini. Ali pa ne vem, jaz sem imel stalne, vsi so pričakovali, da mi se od fotra nasledil delo socialnega delavca, ki bo skrbel za družine in jaz sem se temu oprl, nisem tega prevzel. Upornik, ne? Mislim, upornik. Vedel sem, da pač enostavno to ni pot, v katero bi rad šel. In v bistvu, ko bo moj oče zaključil svoje življenjske in že počasi zaključuje, pač ni terapeuta, ki bi to prevzel. Jaz bi edini lahko native to prevzel dejansko, ampak pač nisem, In moraš razumeti, da pač sem šel skozi ene močne borbe samo v sebi in pričakovanja, ki so jih ostali ljudje imeli. Se moji starši ne to, kot so jih imeli ostali ljudje v skupnosti, ki so rekli, ti už pa zdaj naslednji, ki z nami teku, pa bo z našimi. Ne bom. Ta del, tako da tukaj noter bi si sigurno rekel, sam zaupaj, naj te ne bo strah, zaupaj samo sebi, pa pač enostavno sam gas naprej. Pač enostavno življenje tako postavi vse te stvari in bod prijazen do sebe. Top. Jaz vedno postavim zadnjo vprašanje, po mojem stiže na 80% odgovoril, ampak kaj je spremenil ti zdaj tako? Se vem, da si po vse verjetnosti rabil to izkušnjo, ampak če bi šel zdaj nazaj, ko si štartil, kaj bi prav konkretnega spremenil? Mogoče 1-2 stvari, ki bi ti spremenil, če bi imel zdaj to kot čarovno palčko? Mislim, sigurno ne bi spremenil nič. Res ne bi spremenil. Mogoče bi nekatere odločitve hitreje sprejel, ampak je bil pravi timing v pravem času. Jaz mislim, da je v življenju to res, ta del potrpljenja in vsega ostalega je ful pomemben. Zdaj, ker sem skočil kdaj prej,
se mi je zgodilo, da sem imel priložnost in skočil prej in ni bilo ok. Ja. Ni bilo ok. Mislim, cena je bila moja anksioznost, so bili panični napadi, so bile neke stvari, ki jih pač, tako kot sem ti kalkulacije povedal. Se pravi, priložnost, impact, ki bi ga mogel narediti, oziroma stvar, ki sem mogel narediti, krat impact, ki bi se mogel zgoditi, moje sposobnosti in valjda nisem nobenega znal prositi za pomoč. Kar je pa največji problem. Ja. In pač enostavno, ko sem bil sam, sem enostavno sam sebe se zaprl in v bistvu mi je začel imeti resne težave z duševnim zdravjem, v smislu predvsem tega, da sem bil skozi v deficitu tega, a sem dovolj deliveral, nisem perfekcionizem, ni bilo dovolj dobro. Te neke omejitvene misli, ki jih imaš, ne, recimo primer. Nekaj se je zgodilo pač enostavno slabega mine in sem si valjda rekel, sveda, ne, pač to si ti kriv, ne, to pa ti bi mogel, pa ne vem karkoli že. Zgodilo se mi je pa nekaj dobrega, pa sem si rekel, valjda, ne, to brez veze, ne, valjda, to kar oni 6 ljudi je nekaj rekel, pa to ni nič tazga. Ja. Mi se hitro sedemo na, a saj to je klasika. Mislim, samo sabotaža, ne, do konca. Absolutno. In nerealen pogled, ne, in pač, eno stvar bi naredil, večkrat bi prosil za pomoč, točno to. Večkrat bi prosil za pomoč. Mrežo ljudi, to se še zdaj učim, prijeti in reči, ok, ne, jaz tukaj rabim pomoč, ker iskanje pomoči ne pomeni, da ti nisi sposoben ali pa da ti nisi dovolj močen neke stvari, ampak je stvar preprosto, pomoč je, pogled besedno zvezo, ti greš k nekomu po moč, zato da boš neke stvari naredil. Spaj ne rabim jaz, da ti namesto mene narediš. Jaz sem prišel k tebi po pomoč, lej, Božko, jaz ga zdaj na event. Daj mi moč, da bom jaz lahko, daj mi napotke, kaj naj naredim, da bom jaz imel moč to stvar tam narediti. Ne iti z mano na event, pa namesto mene mrežiti. To si tako lepo povzel, tako da, lej, kaj ne rečem, po moje mi dva, vse, že jutri najne debate, pa vse večerne, pa to, mi da bi lahko to nadaljevala še kar lep čas. Tako da jaz se ti zahvaljujem za to, da si prišel, da si bil gost v oddaji More Than Networking. Jaz bom pa zdaj naše gledalce v šalce prosil za pomoč, ne, dajte komentirati, lajkati, šerati, dajte kaj vprašati, tako da hvala, ker ste bili z nami, se vidimo čez en teden v naslednji oddaji. Uživajte. Hvala, Jaka. Hvala. No. Dobro je zelo.